Prejšnja generacija Civica je bila zaradi svojega drznega, celo zelo futurističnega pristopa tako zelo drugačna od svojega predhodnika, da so mnogi občudovali Hondino odločnost, kako spremeniti svojo kombilimuzinsko prihodnost. Ampak za tisto šok terapijo, za tistim šok efektom se je seveda skrival jasen namen. Honda je takrat, leta 2006, želela na svojo stran spet pridobiti športne navdušence, ki jih je z dolgočasno in špartansko 7. generacijo izgubila. S tem se je približala mlajšim kupcem, ki so prejšnje Civice, predvsem 5. in 6. generacijo, oboževali zaradi voznih lastnosti in temperamentnih bencinskih motorjev. Ampak, a ni bil morda prejšnji Civic malce preveč drugačen, preveč ekstremen? To se namreč povsem upravičeno, boste videli, sprašujem zaradi novinca, ki se od zdaj že pokojnega nastopača zelo razlikuje, pa čeprav na prvi videz to sploh ni opazno. Izginili so atraktivni trikotni izpuhi, izginila je prozorna plastika, ki je povezovala žarometa, loputica posode za gorivo je bila prej poudarjena, zdaj se je ne opazi, enako se je zgodilo s kljukama na sprednjih vratih. In mimogrede, tokrat Honda trivratne različice sploh ne bo delala. No, in da ne boste mislili, da se s tem zadeva zaključuje, znotraj se trend umiranja Civica nadaljuje. Zadržali so osnovno postavitev merilnikov, stikala za klimatsko napravo pa so premestili na bolj običajno mesto. Futuristično prestavno ročico so nadomestili s povsem navadno in nekaj podobnega naredili tudi pri volanskem obroču. Rdečega stikala za engine start, ki je bil mimogrede prej serijski, ni več na levi strani, zdaj je na desni in to le pri najbolje opremljenih Civicih. Ja, Civic ni več tako kričeč, tako vesoljski, ampak bolj umirjen, skoraj zadržan, malce bolj pregleden in zato tudi malce bolj uporaben. Prtljažnik je še vedno izredno prostoren, sedalni del klopi se še vedno dvigne in ustvari velik prazen prostor v drugem delu kabine. Sedi se, zaradi posode za gorivo pod prednjima sedežema, še vedno mnogo previsoko, najvišje v razredu. V drugi vrsti pa bo zmanjkalo prostora za glavo tistim nad 175 cm. In na cesti še vedno se pelje zelo dobro. Veliko je poudarka predvsem na udobju in Civic se nikakor več ne pelje tako nadpovprečno športno, kot se je doslej. Pri hitreje odpeljanih ovinkih namreč vozniku ne vlijo več toliko zaupanja, kot smo pričakovali. Sicer pa je upravljanje zelo lahkotno in prav zato zmoti ogromen obračalni krog, ki meri kar 11,9 metra. Nekoliko pa zmoti tudi malce slabša preglednost, ki seveda botrujejo visoki boki in pa s spoilerjem deljena zadnja šipa. Honda svoj pristop spreminja iz generacije v generacijo. Civic išče pravo pot, se prilagaja, išče svojo identiteto, vmes pomalem izgublja in seveda tudi pridobiva kupce. In očitno je, da ti kupci zdaj želijo futuristični videz, a brez pretiravanja in s poudarkom na udobju. No, pri Civicu neke konstantnosti res ni. Če ne drugega, morda Honda konstantno preseneča z novimi idejami podobnega koncepta. Veliko pa pove tudi dejstvo, da je Honda v 40-letnem obstoju Civica zamenjala že 9 generacij. V povprečju to pomeni, da novi Civic pride na trg vsake 4,5 leta. Vseeno pa se je zanj odločilo že več kot 20 milijonov kupcev. In če ne drugega, nam da to dobro vedeti, da Honda vseeno zelo dobro ve, kako prodajati avtomobil spodnjega srednjega razreda.